Vsako leto dodaste kanček v mozaiku, v investicijah in tako je tudi tokrat. Kaj ste naredili v tem času vse? Res je, danes smo še posebej veseli, ker smo prerezali trakec, da smo dali v uporabo zimski vrt na varovanem oddelku. Na tem oddelku je 21 stanovalcev in na drugem nadstropju še 23, tako da jih imamo, da smo zdaj za te stanovalce poskrbeli z ustreznimi prostori, predvsem skupnimi prostori za druženje. Dementni stanovalci oziroma stanovalci z demenco, da se pravilno izrazim, so zelo nemirni, veliko potrebujejo gibanja, veliko rabijo, da sprostijo ta svoj nemir in prav ti prostori, ki so svetli, tu pozimi ogrevani, bodo omogočali veliko gibanja. Uredili smo tudi lep vrt v naravnem parku, naravni park z veliko drevesi, da bodo lahko stanovalci tudi tam imeli svoja druženja, da bodo lahko posedli pod senco dreves, da bodo lahko v parku, kjer bodo pod dežniki v sencah. Tega je res veliko in prepričana sem, da smo s tem naredili kar velik del za lepo jesen, še lepšo jesen življenja naših stanovalcev. Koliko stanovalcev imate v domu upokojencev, koliko jih prihaja na dnevno varstvo oziroma koliko jim nudite oskrbo? Ja, trenutno je še vedno samo 214 oziroma trenutno in že dolg čas je samo 214 stanovalcev. Trenutno pa je v dnevnem varstvu do 30 stanovalcev, nam prihaja v dnevno varstvo, vendar je povpraševanje vse večje in ravno to je tisti glavni vzrok, da konec julija zaključujemo tudi drugo investicijo, to je zimski vrt in preureditev prostorov za dnevno varstvo, kajti stiske svojcev za sprejem v dom so vse večje, ker mest resnično zelo primanjkuje. In s takim načinom, kot je dnevno varstvo, vseeno olajšamo bivanje teh starejših ljudi doma. Za svojce je to lažje, ko so brez skrbi, da so vsaj v dopoldanskem času. Pri nas je dnevno varstvo od 6:30 do 5 popoldan, da so vsaj v tem času brez skrbi za njih, da se jim kaj ne bo zgodilo. Imamo tudi 7 enot za začasno varstvo, to so do 3 mesecev nastanitve, te so pomembne predvsem takrat, kadar svojci bodisi gredo na dopust, bodisi kakšen starejši nujno rabi začasno pomoč po kakšnih zlomih, po odpustih iz bolnice, kakorkoli. In pa ne nazadnje, svojci dementnih stanovalcev resnično potrebujejo za sebe čas, da si tudi malo odpočijejo, kadar njihovi dragi niso nastanjeni v institucionalnem varstvu. Poleg tega imamo tudi še pomoč na domu, ki je že prekoračila številko 200. Trenutno imamo 204 uporabnike pomoči na domu. Pomoč na domu izvajamo za mestno občino Kranj in občino Šenčur, tako da jaz vedno pravim, da imamo 2 domova, enega institucionalno varstvo, drugega pa smo malo prehiteli zakon o dolgotrajni oskrbi in imamo vso oskrbo na domu. Tako da resnično, če bi rekel, poleg tega nam gre dnevno na teren od 160 do 170, včasih tudi 180 kosil na dan, tako da če seštejemo vse tiste, ki jim nudimo pomoč, smo krepko prekoračili že številko 500.